Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokratni oddaji bomo govorili o zanimivih stvareh, marsikaj zanimivega bomo povedali, predvsem pa bosta zanimive stvari povedali naši gosti, in sicer naša že stara znanka, Lidija Hutar, in prvič moja gostja Suzana Husukič. Obema lep pozdrav. Enako, pozdravljen. Obe sta iz skupine za samopomoč Onkološkega društva Slovenije, ki deluje na področju Zasavja. Mimogrede, nekaj mesecev sem tudi jaz podporni član, tako da se lahko mimogrede v to skupino za samopomoč Onkološko društvo Slovenije odločite včlaniti tudi vi, kljub temu, da mogoče še niste šli skozi to, rečejo, zahrbtno boleznijo, skozi raka, torej niste onkološki bolniki ali pa ste onkološki bolniki bili. Lidija, mogoče čisto za začetek. Jaz včasih koga povabim, da gre med naše člane, da so člani, ki je imel kakšno obliko raka, preživel, zmagal, zdaj pa pravi, pa se kaj če biti jaz v tem društvu, če nisem več onkološki bolnik. Mene pa zdaj zanima, ko si enkrat zboliš za rakom, si potem še vedno, tudi potem, ko si zdrav, ko ga premagaš, še vedno onkološki bolnik? Kako je s tem? Tako bi rekla, popolnoma ozdravljen bolnik, ki ga doleti ta bolezen rak, ni nihče. Vedno so še pregledi, zdaj od začetku bolj pogosto, kasneje po 2 letih, 3 mogoče, pa vsako leto nekje. Zdaj, če ne želi hoditi sam pacient oziroma bolnik z rakom po 10 letih, naprimer, ker tam te opozorijo, če bi še želeli, ali ga preusmerijo v te onkološke ambulante, kot naprimer na Metelkovi v zdravstvenem domu, se številne naše članice še kljub temu vrnejo na te preglede enoletne in so prav zadovoljne. Hoče imeti eno potrditev, zdaj, kdo pa ne želi, je pa njegova stvar. In pač sam sebe poslušaj. Tako. Tudi skupina za samopomoč. No, moram se pohvaliti, da je bila ustanovljena 86. leta že, oziroma 89. 86. je bilo Društvo onkoloških bolnikov, torej drugo leto bo 40. obletnica društva. Mi kot skupina smo bile 6. po vrstu ustanovljene tukaj v Trbovljah in smo obeležili 35-letnico lanskega novembra. Točno datum je bil 23. november 89, ki je bila ustanovljena. Mi smo pač v začetku novembra obeležili to, ste bil zraven. Sem bil, Si bil, ja. Tako je. Tako da ja, na tak način. Bilo nas je kar precej. Članic trenutno šteje nekaj čez 90, točno po seznamu. Članic in članov. In članov, ja, zdaj tudi ti, Igor, si pač podporni član, s tem smo dobili eno moško silo, s tem mogoče bodo odprta vrata tudi za moške, ki so preboleli raka, ker dolga leta smo bili pod imenom društvo oziroma skupina za samopomoč bolezni dojk. Zdaj, 7 let nazaj smo pa vključili še ostale rake, tako da je zdaj dobrodošel vsak, ki pač zboli in če ima težave, da se ne more nekako sam sabo soočiti, recimo, pa svojim stanjem. V naši skupini bo predvsem deležen toplega sprejema, z nami bo lahko odkrito se pogovarjal, ker ljudje, ki imamo podobne izkušnje, si lažje izmenjujemo situacije, pač ker je zelo hudo, ko človek zboli. In ne najde takoj
tiste zadoščenje, no, da bi normalno začel življenje. Pri tej skupini za samo pomoč piše tudi Trbovlje. Marsikoga to more biti celo moti, si reče, aha, to so pa vključeni člani, ki so iz Trbovlje, pa ni tako, ne? Ne, to je pa zato, ker je bila ustanovljena skupina v Trbovljah. Ampak kasneje so se vključevale tudi ženske iz Hrastnika, Zagorja, tako da ne moreš pol spremeniti, ker že toliko let je tega pod tem nazivom, res pa pokrivamo celo Zasavje. Ne? Tako da imamo tudi nekaj članic. Ne samo Zasavje, širše Zasavje. Še Litija, Radeče, potem imamo tudi iz Laškega. Šmartno pri Litiji tudi. Šmartno, ja, je naša strokovna vodja. Je iz Litije. Pa Trbovlje, Zagorje, Hrastnik. To se pravi malce razširjeno Zasavje. Tako. In moram pa poudariti, da v Sloveniji podobnih teh skupin je še 19 v Sloveniji po teh naših regijah. No, na tem srečanju obletnici, 35. obletnici ali pa malce kasneje, malce že pred novim letom, sva se nekako midva po telefonu slišala. Ta skupina za samo pomoč je bila vrsto let sodelujoča na teh naših zasavskih humanitarnih tekih. 13 smo jih do tega trenutka izpeljali v 10 letih, recimo tam okrog 50 000 evrov pridobili strani sponzorjev samim tekom, z različnimi aktivnostmi za posamezne namene, enkrat tudi za Društvo onkoloških bolnikov, za ta zasavsko področje. In takrat je beseda dala besedo, čeprav sem jaz nekako napovedal, da sem zaključil s temi zasavskimi humanitarnimi teki, da bomo s tem nadaljevali. In bomo. Ne? Tako je tudi nastala ideja. Ja, tudi vse naslednje leta še, tako da se bo zgodil letos 14. na svetovni dan limfoma, enega izmed oblik raka, krvnega raka. To je 15. septembra, s tem, da ne bo v dopoldanskem času, ampak od 14. ure do 20. ure, 6 ur tekanja, pa še drugih aktivnosti. To se bomo še dogovorili, mogoče tudi kakšnega častnega pokrovitelja najdemo, ne? Tako da 15. septembra si kar rezervirajte. Bo pestro, to je tudi kakšen glasbeni program. Bomo poskrbeli, ja. Ves čas v tem času se pa že zbirajo tudi humanitarni prispevki v različnih teh slaščičarnah, cvetličarnah, nekaj na Izlakah, Kisovcu, Zagorju, Trbovljah, tudi malce se bomo še potrudili, da bo še kje ta škatlica, da bo še se čim več zbralo. No, ko pa že omenjamo krvni rak, s tem pa si se, Suzana, tudi ti soočila, ampak to pa v času, ko je pa za mamice prav poseben čas, kaj ne? Tako je, ja. Med nosečnostjo. Rak se je verjetno bil razvil že pred nosečnostjo, ne? Ker nosečnost ni bila načrtovana, je bilo presenečenje. Tako, to je bilo... Prijetno, ne? Ja, prijetno seveda. To že tretje, ne? Tretje, ja, tako je. Ja. Po 2 dekletih smo upali, da bo pa tokrat fant, če je že presenečenje, ne? V glavnem, moji simptomi so se začeli leta 2019. Takoj na začetku sem jih itak spregledala, to je bilo utrujenost, ne vem, res sem bila izčrpana totalno, ne, kar ni bilo, vedno sem bila v pogoni drugače. Služba, 2 majhna otroka, ne, in potem še nosečnost in sem mislila, to je to vse skupaj, ne. Dejansko zjutraj, ko sem prišla v službo, sploh nisem mogla delati, sem najraje bi zaspala, ne, se usedla nekam pa zaspala. No, potem me je začelo po noči oblivati, vročina, oblivanje, potila sem se res dejansko, da sem se po noči morala spreobleči. Res, to je bilo in spet sem mislila, ajde, nosečnost, ta tretja mi bo pa dala hudiča, ne. Ne, tako sem mislila. Potem srbečica po telesu in na koncu, ko mi je pa končno bezgavke izstopale na vratu. A si to sama opazila? Ja, sama. Niso bile boleče. Enostavno so se take bule pojavile in sem mislila, aha, tole pa že nekaj ni v redu. Bom pa obiskala zdravnika, ne.
In moja zdravnica takrat ni imela izkušenj s tem, ni bila osebna zdravnica, ni bila čisto prepričana, kaj je. Me je pa poslala na vse preiskave, najprej kri, potem takoj drugi dan sem imela ultrazvok vratu in že ta tretji dan sem že bila v Ljubljani na Onkološkem inštitutu, tako da so mi dejansko decembra 2019 že potrdili diagnozo Hodgkinov limfom, ki spada pod krvne rake. Ja. To je kateri mesec nosečnosti bil? To je bil že 5 mesecev sem bila, ja. Noseča, že fajnih 5 mesecev, ja. Se je takrat razmišljal, je bil kakšen predlog o mogoče o splavitvi? Ja, tako. To je bilo prvo, kar mi je moja onkologija predlagala, ampak to zato, ker bi morala iti takoj na zdravljenje. Takoj bi morala, da bi bilo zdravljenje uspešno. A ta je hitrejši? Ne, tako počasi. Počasi se zelo razvija, ne, ker so simptomi taki ponavadi kot pri kakšnem prehladu ali pa gripi, ne. Večinoma nekaj pokašljuješ, skozi mal prehlajen, utrujen, ne. To so taki, ko večina nas, ko smo... Ta sorta, ne? Sorta raka, ja. Ja. Prej so imeli eno besedo Hodgkin. Ta. Ja, to je. Ta drugi je pa ne Hodgkin. Ta je pa hitrejši. Ta je pa hitrejši, ja. Pa in ti si trofla, ne? Ja, tega počasnega, ja. In tako kaj je bil potem pogovor z možem doma? Pogovor, dejansko sva že takoj pri onkologinji, ko je omenila splav, ampak to, mislim, pri 5 mesecih že ni splav več, ne, če tako gledamo, ne. Sva v isti sekundi sva rekla ne, oba dva, ne. Ne, kar bo, gremo do konca. In za koga je to potem lahko rizično? Za mamico, za otroka, za oba? Za oba dva. Za mamico zato, ker se zdravljenje ne more takoj začeti in se pol razvija naprej, ker meni je bil diagnosticiran 3. stadij, ko so mi ugotovili, ne, 4. je zadnji, tako da ni bilo glih, ne vem, nekaj zelo optimistično, tako rekoč. Ampak jaz sem se itak se odločila, da speljamo do konca nosečnost, ampak takrat si otroka že čutila? Že, ja, seveda, je že brco na polno. Ja, je že. Tako da sem mogla v vsakem primeru preroditi. Najprej so rekli že v 7. mesecu nosečnosti, pa se nisem strinjala. A to umetno sprožijo? Ja, umetno sprožijo, tako da sem zavlačevala do polnih 8 mesecev. Vmes pa nič zdravljenja ali? Ja, sem imela kemoterapijo, sem mogla, jaz sem bila v izolaciji, na onkološkem sem dobila preventivno malo lažjo dozo zaradi otroka, ne, glih toliko, da mi je umirilo, da so se nekateri simptomi malo povlekli, tako da mi ni več toliko srbela koža, da sem malo lažje spala, no, da se nisem po cele noči premetavala, preoblačila, hodila tuširati, mazala s kremo, vse živo, ne. Pa nič ne pomaga? Ne, čisto nič. Ne vem, kaj vse sem v lekarno vzela, takrat pa nič ni pomagalo. Živci pa na nitki? Ja, živci na polno. Čeprav sem skušala biti mirna zaradi otroka in zaradi drugih, ne. Seveda, ja. In potem se je zgodil porod, ne? Porod, 3 dni v porodnišnici, ko sem prišla domov sem imela srečo, da je moja onkologinja bila na dopusti. In mimo grede, v tistem presenečenju je bil potem fant? Ja, seveda. Bil je fantek. No, tako da sem začela zdravljenje 14 dni po porodu. Doma sem pustila 3 otroke, dojenčka, prevzela sta jih mami pa očim, ko sta skrbela skoraj celo moje zdravljenje za otroke, ker mož je pa moral delati. No, saj to si mislim, da v tem intervjuju Okno, reviji onkoloških bolnikov, omenila, da mu niso šli na roko, ne? Ne, niso imeli razumevanja, pač tako, takrat je bil v gradbeništvu in delal je po cele dneve, po 12 ur, po 10 ur, kakor kdaj, tako da je, ni bilo lušno, no, ampak smo mislili, da bi on vzel porodniški dopust, jaz bi pa vzela bolniško in bi pač pomagal doma skrbeti za otroke, za mene na kontrole, na kemoterapije, na vse to, pa se ni šlo, no. A ti si hodila, si bila doma takrat, si dojila? Nisem smela dojiti. Nisi smela dojiti zaradi te kemije, ne? Ja, zaradi kemije. A so bili zelo, ti si potem dobila zelo močno kemoterapijo, ne? Ja, 8 ciklusov. Če sem prebral eno najbolj takšno strupeno, ne? Ja, strupena. Ampak, mislim, strupena, sej brez nje te ne bi bilo, ne? Ja, ker pač morali so z vsem orožjem, no, napaditi, ker glede na to, da se je zavleklo zaradi nosečnosti vse in je pol
malo napredovalo hitreje zaradi hormonov, zaradi vsega. Tako da so kar 8 močnih kemoterapij sem imela ciklusov. Sem bila po 3 dni v bolnišnici, med kemoterapijami, pa sem bila 3 tedna doma, pa sem potem šla na tisto enodnevno, ko sem prišla isti dan domov, pa spet čez 3 tedne, 3 dni, no pa tako. Vedno so pa verjetno preverili, če si sposobna za sprijeti kemoterapijo, ne? Ja, seveda, se na začetku gre, pa vsak mesec je pa vse slabše, ker pol je pa že telo... Kakšno je bilo takrat počutje? No, tako, izčrpano, slabost, bruhanje, tega je bilo največ, no. Zdaj večini v oči pade izguba las, kako je bilo pri tebi? Ja, to, ko so začeli odpadati, tako sem imela vedno dolge lase, ne. Prvo sem se ostrigla na kratko, tako na fantovsko bolj frizuro, pa je še vedno odpadal, pa sem pa prosila moža, zdaj pa je mašinca, pa dajmo, ne. Sem rekla, to je najboljši. In so šli lasje dol. Potem pa zrastejo, ne? Ja, se je pol, kar hitrega. No, se spomnim intervjuja z Tadejo Brankovič, ki je tudi onkološka bolnica, je rekla, da je takrat dobila naročilnico za lasuljo, takrat vredno isto, in tudi eno brošurico, stranski učinki kemoterapije, pravi, niti enkrat je nisem odprla. Vse pravilno. Jaz tudi nisem googlala, nisem preverjala nič po internetu. Si se prepustila? Kar so mi povedali, pač, ko priješ prvič na kemoterapijo, ti onkologinja vse pove, kaj lahko pričakuješ, zapleti, vse. Dejansko sem pa prvič med nosečnostjo, ko sem prišla na oddelek D1. Kaj je to? In je tak oddelek za pač limfome. Ja, in je tak velikanski plakat čez pol stene gor. In sem tako gledala in je pisal Hodgkinov, ne Hodgkinov, in so bili vsi pač gor navedeni simptomi, kaj lahko pride, in sem tako brala, to imam pa jaz, tole pa tudi mene muči, tole imam jaz vse, ne. Proti se mi je zabavno zdelo, zdaj mi je pa vse jasno, ne, zakaj mi je to mučilo, pa to mučilo, in pol tako priješ do konca in dol piše možnost smrtne. Tiste pa pol malo, ne. Malo te prizemlji, ne, to pa ni hec, ne, čeprav se zavedaš cel čas, ampak jaz sem vedno bila pozitivna, no, ne bodo več. Kako so bile pa takrat punčki stari? Punčke so bile, ena je bila v vrtcu, 4 leta, pa 8 let. So že malce vedeli, ne, da se nekaj dogaja z mamico. Ja, da starejša, ja. Kako je družina sprejela to tvoje zdravljenje? Tudi manjka tvoja odsotnost, recimo, na nek način. Ja. Te ni bilo takrat toliko, ne? Ne, ker naprej sem bila odsotna, pa tudi, ko sem bila doma, veliko je bilo ležanja, počivanja, res, ampak mislim, starši, mami pa očim sta res skrbela za otroke. To, če ne bi bilo njih, ne vem, kako bi bilo. Glede na to, da je mož moral delati, mož je bil čisti sebe, kot vsak mož, ki se je bal, da me bo zgubil, seveda, res je bil čist psihično uničen. Smo moški taki, ne? Ja, zelo občutljiv. Čeprav smo junaki, ne? Čeprav sem mu rekla, jaz se bom i tako borila, sploh sem rekla, bom preživela v vsakem primeri, kao, ne, da ga to lažim, ne skrbeti. A si to samo to lažila, si tudi res? Sem verjela, čeprav sem vedela, da vedno obstaja možnost, da pride. Ker si prebrala tisto na koncu. Ja, vedno seveda lahko pride do česa. Sem mu pa dala jasno vedeti, da če pride slučajno do najhujšega, da mora poskrbeti za otroke, mora najti žensko sebi, ker sam ne bo zmogel, ker je vedno bil navajen, da nekdo skrbi za njega. Ne, pa otroci rabijo neko stabilnost, rabijo neki materni lik, ne, in je bil čist proti, ampak sem rekla, če slučajno pride do tega, moraš vedeti, da imaš moje dovoljenje. Ne, imaš dovoljenje, življenje gre naprej, treba je živeti, ne smeš prenašati stresa na otroke, ker jaz nikoli sem dovolila, da bi me otrok videl, ne vem, da jokam, da se kje preveč o tem pogovarjam. Razložila sem, da je mamica bolana, da se moram zdraviti, da moram veliko biti v bolnišnici, da bom lahko nekoč ozdravela, ne. In to je bilo v redu, no, so kar tako. In tisti nekoč se je zgodilo potem, da bom ozdravela, koliko časa je trajalo? Ja, dobro, skoraj 1 leto je zdravljenje trajalo, pa je pa 1 leto bilo recimo v redu, no. Točno po 2 letih je pa bila ponovitev. Sem imela preventivni pregled. In ta ponovitev, ne, zdaj,
takrat prvič je presenečenje, Ja. nekaj novega, ta drugič je pa, Razočaranje. ja, Jaz sem bila zelo razočarana, ker sem mislila, to je to, vse sem dala čez, kemoterapije, lasje so začele porastiti, nekakšna rutina se je začela, ne, nazaj v službo gremo, vse bo ok in pol, ker bum, takoj ne, spet. Zakaj? In takrat me je onkologinja kar po telefoni poklicala, ne, sem imela slikanje pljuč in so videli, da je pač tumor se spet aktiviral v medpljučju, ta Medpljučje. glavni, ja. tebi so v tistem prvem, ne, takrat so ti tudi nekaj, kaj so ti takrat odstranili? Bezgavke. Nekaj bezgav. Ja, ne. ja. Teh imamo po celem telesu, ne? Po celem telesu, ja. Tebi so jih tako okoli vratu. V vrati, ja. Na trebuhu ni bilo treba, ne? Ni bilo treba, so s kemoterapijami izginili, tako da je bilo v redu, ja. In potem so to tam blizu pljuč, ne na pljučih. Ne na pljučih, medpljučje. Medpljučje. Medpljučje, ja. Kam pa ta rak rad skoči? Ja, lahko se vse posod, lahko v pljuča. Zdaj tista hiter možgane, ne? Gre največkrat na možgane, ja. Mislim, Ta- saj ta tiste vrsta pa gospe, ne. ko sem jaz poznala, jih je večina imela na možganih po pljučih pol. Tako da, no je pa potrebno, največ po moje je potrebno za jetro skrbeti, ko greš skozi kemoterapije, pa to, ker jetra je glavna. Da se prečistijo Da se potem. prečisti, ja. Ker tam so se Glede na usede, vrsto. ne? Usede, ker pa sem imela še leta in leta po vsem zdravljenju, sem imela vedno zamaščeno jetro. Vedno je bila zamaščena, ne glede kaj sem pila, kaj sem jemala, za čiščenje jetre skozi je bila zamaščena. No in potem je bilo spet potrebna kemoterapija. Tako, ja. Kaj drugega obstaja pri tej bolezni? Ne vem, biološko zdravljenje, hormonsko zdravljenje? Tudi obstaja biološko, ampak čisto odvisno od vrste, koliko je napredno. Ponavadi, če se Hodgkin ponovi, se gre na presaditev matičnih celic iz kostnega mozga. To vzame. To pa boli, ne? Ja, to pa Ma ni da. prijetno. Kako gre to? Ni prijetno. Moj postopek je bil, ko sem imela avtologno presaditev, to pomeni, da so moje lastne celice matične ven. vzeli ven. Iz kje vzamejo In to ven? pri meni ni bilo potrebno iz hrbtenice, ampak so vzeli iz krvi. In greš na odvze in A je iz ležiš. krvi? Ja, To je še ok. to je ok. Postopek traja 3 ali 4 ure ležiš, ne smeš se premakniti in si tako kot razpet kot Jezus, rečem. Ne? In ti ustavijo pač kanal, zelo tako debel, ne? Ker gre kar velika količina krvi ven, v napravo, ki to prečiščuje, ki, mislim, tako. In vrne ne. nazaj kri. In pol oni to shranijo, prečistijo, odvzamejo zdrave celice. To ti lahko naredijo, če je kostni mozek zdrav. Ga prej preverijo, ne? Ko ti Kako pa vzamejo prej preverijo? iz hrbtenice. Iz hrbtenice. To pa Ja. na živo? Ja, nažalost, To pa boli. veliko preiskav je na živo, no? Velika večina. Zdaj, prej si mi omenila, da mož enkrat ni zdržal, ne? Ja. Ki je šel s tabo iz Medenice, iz Ja, Kolkaj. iz kolka so vzeli vzorec kosti. Kako pa to gre? Uležeš se na bok, noge skupaj, držiš se za noge, nekdo te mora držati, ne? Ker pol taka zavrtajo z dolgo velikansko injekcijo not na živo. Ja. Ni prijetno, ker enostavno In ti se... vzamejo kostni mozek ven? Ja, prav ga odšipnejo. Ja. Odšipnejo kost. Ja. Pogledajo, Pogledajo, če je zdrava, je preverijo. kako. Ja. In kaj potem sledi, če je vse ok? Če je vse ok, se lahko gre, pač nadaljni postopek. Ja. To pa opravljajo na hematološkem, ker jaz sem se zaradi presaditve morala se zdraviti še na hematološkem. To je pa pri znamenitem zdravniku Zveru. Ja, samo Zver, najboljši. Ja, res. Ja, res je. In legenda in faca. On in pa moj zdravnik, ki je pa bil hematolog zadolžen, je pa bil Matjaž Sever. Ja, isto, enkraten, res se je zavzel za mene. Vse, tudi tisto, kar nisem Čeprav brala. imajo težko življenje, ker se morajo soočiti tudi, Ja. da jim pa kdo od bolnikov odide, Ja, umre. Ne? ja, tako Je je. verjetno tudi za njih to stresno. Stresno, Nisem da. uspel pomagati, ne? Ja, ja. Sploh pri mlajših osebah. Otrocih pa to. Ja,
Ja. To In dobro, pri tebi je uspelo. Je uspelo, ja. Je pa Mislim. verjetno dobro, če letiš na drugi strani na empatijo. Ja, tako je. Mislim, osebje in na onkološkem in hematološkem so res enkratni. Res druga družina postanejo dejansko. Dobesedno. Ja. No in pri tebi je bila potem potrebna kemoterapija, ne? Presaditev. Presaditev, ampak pri meni žal ni bila uspešna. Ja. Najprej so preverili mojega brata, žal se nisva ujemala, tako da niso hoteli riskirati, ne, ker pol je še manjša možnost ozdravitve, ne, več je možnosti pač, da pride torej, njegov kostni mozek tebi. Tako, ja. Tako da so pol, ko so moj preverili, so videli, da je v redu in so mi mojega presadili nazaj. Najprej dobiš tako, jaz rečem, ubijalsko kemoterapijo pred tem, par dni. Ja, ko ti uniči imunski sistem spravijo na nulo. Ne? Tako. In takrat moraš biti izoliran, da se ne prehladiš in tako naprej. Ja. Ne? Nažalost pa takrat ni bilo izolacije, mislim, ni bilo dovolj prostora, ker smo bili še v starem deli. Ni bilo, kot zdaj, ko je vse na novo, vse je, ne, tako da sem delila sobo si še z eno gospo in pol sem i tako dobila sepso, vse sem dobila, vse viruse, kar jih je obstajalo, ja, po presaditvi. Ta bakteriji, virusi so vse čas okrog nas. Ves čas, ja. Od človeka je pa odvisno, ne, kakšen imunski sistem ima. Tako, ja. Zdaj, če ti ga zbijajo, ga nimaš, ne, Ja. in potem vse fašeš, ne. Tako, In čisto to je pa se. spet nova borba. Ja, tako Kaj je. potem ga dvignejo imunski sisteme, kako da Sam se postopoma, kolikor se, ampak bolj počas. zelo, zelo počasi, ja. In kaj je potem sledilo? Potem, ko si recimo premagala te bakterije, viruse in Ja, tako vse naprej. po enem meseci, ali celo dveh, niti več ne vem, koliko cajta. Mislim, meni se je vleklo, kot da sem bila 1 leto v bolnišnici, ne, res, ko si samo v izolaciji. Ko sem prišla ven, domov, vse v redu, prideš nazaj na preiskave in ko so me spet pregledali, kri, vse so rekli, da ni. Slikanje pljuč, rentgen greš, ne, obvezno. In so videli, da pač ni uspelo, nažalost, ne, tako da sem mogla še na obsevanja potem. Še obsebej. Ja, in so tako, To je da pa so ne boleče, ne? ne boleče, ja. Ampak Tako. zdaj slišimo včasih koga za grl, da Ja. zatrdi, ne? Tako, jaz sem Ni bila čist nedolžno tudi, ne? ne, brez glasu, na glasilke mi je vplivalo, še danes mi vsako toliko me tako, ker zmanjka glasu, ali pa sem čist hripava. No, danes ti gre kar fajn, ne? Gre fajn, ja. Tako da, no, ampak obsevanja so šla, tako da je zdaj to, jaz rečem, zapečeno, zazdravljena, tako da jaz res upam, da mi ne bo treba, saj tam do... Imaš se pa še vedno za onkološko bolnico. Tako je. Čeprav, ne, rečemo, bolnik si, ko si bolan, ko greš k zdravniku, ne, po recept, po zdravila, ne, to si pa nekako miruje, Miruje, ja. ne, tako je to pri raku, ne, tako da znam jaz tudi razložiti potem drugim, ne, saj nisem več, ne. Pa se pravijo, da je vsem, tudi zdravim, da je nekje nekaj, Ja, ne. nekje Potem pa počiva. odvisno pride kakšen stresen trenutek v življenju, pa lahko to udari ven, Tako, ali res pa kaj je. drugega, ne. In to je zdaj 10 let, če sem prav računal nazaj, ne, si imela to borbo. Ja. In zdaj ta sinček 12 let, Ne, to je zdaj že 14. A 14 že, ja, ja, a zdaj moramo že 14, računati ja, ja. nazaj. 2012 je bilo to je nazaj. nogometaš, je tisto brcanje uspelo. Je bil, zdaj pa Aha. gasilec. Gasilec, Dolga leta je bil Lepo, nogometaš, lepo. zdaj pa gasilec. Ja. Vse gasilce še bolj potrebujemo. Ja. Ne? In zdaj si pač podvržena tem rednim kontrolom. Tako, na hematološkem imam enkrat letno, na onkološkem imam pa Hematološkem, to je tisto, ko ti grejo kost spet, pa pogledajo hematologija je pač za krvne rake. za krvne. Tako. In kaj tam vse pregledajo? Kri ti vzamejo, kri, popolnoma, vse pregledajo. vse. Kostnega mozga pa ne. Ne. Tam ne, ne. Ne, Prej si mi omenila, da pri nas pač to delajo na živo. Zdaj, verjetno si slišala, zdaj rekla si, da googlala glih nisi, ne, ampak se povejo, Amerika pa kje drugje, pa to delajo neboleče tudi, ne. Tudi, ja. Mislim, da pri moških za prostato, biopsijo recimo, ne, tudi gre na živo, ne, tudi meni te kar precej boli. Na Saj žalost. slišal sem en par teh. Ja, To mogoče bo pa šla medicina tudi Ja, se po tu. moje gre Čeprav čez so dan naši bolj. strokovnjaki, to je težko Ja. reči, da niso, ne. Ne, Smo v špici, enkratni. kljub Res. temu, da včasih slišimo kakšno takšno
na račun zdravstvenega ceka, ampak ko smo bolani, znajo poskrbeti za nas. Jaz tudi včasih rečem, mi smo dobri vedno pri urgentnih stvareh. Ko je treba reševati, smo dobri, potem še včasih malce zaplete. To je pa veliko tudi pri boleznih, odvisno od samega človeka. Zdaj, aj si vzame tudi čas za sebe, da se posluša, si prisluhne. Tako, ja. Moški si radi lažemo, da ni nič. Dostikrat, ja. Dostikrat, ne? Nažalost. Vse smo tudi ženske bolj, ko ne, ampak vsem smo malo bolj... Se mi zdi, da grete raje k zdravniku. Ja. Pa vi imate že tisto stvar, da morate že ginekolog, moški pač tega nimamo, tiste redne kontrole. Super, vesel sem, da se je takole šlo, ne bo še tako naprej. Zdaj pa čas, da damo besedo spet vodi te skupine. Lidija, tudi ti imaš kar podobno izkušnjo, ampak ne s tovrstnim rakom, pa mislim, da še malce dlje nazaj. Kako se je pri tebi začelo? Koliko let nazaj? Ja, zdaj od 10. februarja bo 30 let. 30 let. Odkar sem zbolela na dvojki, rak dojke, ugotovila sem sama, pač naredila se je ena bula, pa takrat še ni bilo tako, da bi rekel, tako kot je zdaj vse na samo pregledovanju, pa vse. Enostavno, kar nekaj lepega dne pod tušem sem zasledila. Potem sem šla k doktor Čuku, ginekologu, in on me je takoj usmeril na onkološki inštitut. Ne na mamograf prej? Ne, takrat še ni bilo mamografije. Če bi me pod ultrazvokom, tisto pa lahko, ker zdaj je mamografija tako določena od 50. leta, ampak zdaj se je že starostna meja znižala za rizične, tudi po 40. Družini, sploh če je babica pa mama, ne? No, in takrat, to je bilo začetek 95. leta, so mi naredili punkcijo, te bulice, ki je izkazali, da je tumor maligen, in potem sem bila že 10. februarja potem operirana, odstranili so ta tumor, delna odstranitev plus bezgavke, ki so bile že razširjene, metastaze v bezgavkah. Tu je bila pač 3. stopnja, tako kot je Suzana rekla, da je imela tudi 3. stopnjo raka, takrat se še niti sama nisem zavedala, kako daleč je to. V glavnem, to so povlekli ven. Potem pa sledilo je zdravljenje. Isto sem, tako so pač konzili določil, 7 ciklusov kemoterapiji, isto vsaki 3. teden sem šla ležati na oddelek, še ta stara stavba A je bila takrat, v stari konjušnici smo govorili, ampak je bilo prirejen za pač te operiranke, tam smo pač bile in začelo se je to zdravljenje, 7 ciklusov, to skozi, potem pa še 30 obsevanj. Aha, še obsevanje. Ja, to je trajalo skoraj celo leto. Potem pa treba je iti v življenje naprej. Je bilo zelo težko. Imela si pa takrat že otroka? Sina, bil je star 7 let in pol. Seveda, pred 2 leti predno sem jaz zbolela, leta 92, je pa oči umrl za pljučnim rakom. Tako da je bila tudi kriza pri meni. Mislila, da bom tudi jaz šla kar za njim. Sma bila pa strašno navezana. Imam še sicer brata, se ti bom pozneje še o tem genskem raku. V glavnem takrat sem se oprla na pač sina, sem imela tudi moža podporo in od mamice, se je bila skozi
koliko je bilo, 30 obsevanje, skozi mano se vozila. Jaz pri 36, no je že pa bilo, se je bližalo, ne, let. Sem bila polna energije, še meni niso kemoterapije takrat. Vzela čist energije. To je šlo tako lepo vse skozi, kri je bila vedno čist lepo, tako kot mora biti. Že takrat so mi govorile, da sem zasavska rožica, ko sem prišla gor na oddelek za kemoterapije. Res, sem bila zelo zadovoljna s tem njihovim, s tem zdravljenjem. Pol pa, ko je se to vse končalo, je bilo pa treba se pač usmeriti na ponovno življenje. In si se? Ja, zelo težko, ker sem bila še vedno v bolniški. Delala sem v trgovini, v samopostrežni, tako da nastale so, moram poudariti, ker če ti odstranijo bezgavke, se pri nekaterih bolnicah naredi limfni edem. Ker ko ni žlez, gre ta tekočina v roko. Zdaj ne pri vseh, odvisno kakšen imaš ti ta sistem. Otekanje rok. Zato imamo, takrat sem morala iskati tega limfnega drenažerja, vse v kozmetičnih salonih so imeli te, pa razne rokavice, da ti to, ampak to ne pride v poštev, mora biti ročna limfna drenaža. V današnjih časih imamo to zelo lepo poskrbljeno. Limfni drenažer ti počasi masira tisto pač območje, ko jo imaš, se še tle vidi, da imam malo, ker to že vzdržujem 26 let. Je pa strašen boleč, če ti napreduje. So v skupini tudi ženske, ker moram poudariti, da ni tako nedolžen ta limfni edem. Zna pridi tudi do amputacije roke, tako zna ta edem nabrekniti. Mogoče imeti klic. Je to samoplačniško, te masaže, ali država poskrbi, ali pa zavarovalnica, bom rekel, poskrbi, da dobiš napotnico in greš gratis? Ja, enkrat na leto, 10 dni. Aha, nič potem, ne? Ja. Potem, takrat sem si privat, sem pač poznala eno, ki to zna? Ki je to znala. In smo se dogovorili, ker tako, da pač prijateljica je bila in mi je to vsak mesec, pa na 3-krat, da smo to vzdrževali. Pol kasneje so pa že bila ta možnost, da si dobil enkrat na leto 10 terapij in treba je pa močno paziti to roko. Je pa premalo to enkrat na leto? Ja, seveda. 100% premalo. Enkrat mesečno treba dati to kuro skozi, da Žal. ohraniš roko, če se malce sarkastično izrazi. Ja, je pa treba paziti na njo. Vročina škoduje, vroče, poletja je fajn, če imamo te rokavičke gor, ko ti stiska ta edem. Žal meni tukaj stiska, da me roka še bolj boli. Tako da ne vem, no, jaz... Pogledam tudi, da težava si lahko potem v trgovini delala naprej. To sem pa imela omejeno delo in sem dobila 4 ure invalidskega preko zdravstva. Ne invalidnosti, nič. V glavnem 4 ure, pa sem imela pa to smolo, da je šla firma v stečaj. Dobro, 1 leto sem bila na zavodu za zaposlovanje, potem pa za 4 ure ni bilo dela. Tako da sem vse do lanskega leta ostala od 2002 doma z nadomestilom in zdaj kot starostno nastopila starostno pokojnino pri 65. Ki je saj normalna oziroma ta, ki je zajamčena nekako, ali je pri teh starostih drugače?
so nižje. Drugače? Drugače, ne? To je za polno delovno dobo, je tistih 750, koliko pač je. Seveda, če bi imela polno delovno dobo, tako Ne, pa aha. nisem imela, sem Je pa imela potem, pa glede na to je delovno. 25 let delovne dobe in na to je bil izračun, ampak jaz sem skozi skromna, lej, če je zdravje, ti noben denar toliko ne pomeni, kot sam zdravje. Čeprav Dober. prav pride, ne? Sploh pri Seveda. takih stvari, ker jih zavarovalnica ne krije, ali pa naš zdravstveni sistem, seveda se pa pri tebi potem pojavi še en rak, ne? To je bilo pa nekaj v družini. Ja. In če se tisto v družini ne bi šla ti potem tudi, ne? Kako je že to bilo? Bom povedala, 2015 je zbolela z rakom dojke moja nečakinja, pa v 8. mesecu nosečnosti. Ampak smo takrat ugotovili, da pač to so verjetno mlečne žleze, ker ona je sama začutila to bulo. In so rekli takrat, da je verjetno kar ena zamaščena žleza, pa so čakali skozi do poroda. Nečakinja je rodila, je bilo treba dojiti in je bila dojka čist popolnoma trda. Potem se je pa na hiter obrl, ni mogla dojiti, ne, pač tiste dojke, in so jo takoj na onkološki inštitut, potrjeno, diagnozo rak, je pa imela te vrste hitro raztočni maligni rak, tako da je bila zazdravljena za leto pa pol. Vmes, to je bilo konec 15. leta, vmes 2016 je pa vzpostavila gensko svetovanje, ker je pač povedala, da sem jaz mlada zbolela, pri 35 letih, in so nas takoj, še ki je ona bila v bolnici, smo že mi, kot njena mama, oči je pa njen moj brat, pa še sestrico je imela in so nas poklicali. In od tega so ugotovili, ker tu je pa daš kri, ne, in na podlagi tega ugotovijo potem gensko spremembo in pri nas je bilo ugotovljeno, da sem jaz kot nosilka tega okvarjenega gena BRCA1. Brat moj pa prenašalec. Tako da je prenesel na hčera, mamica je bila pa negativna in sestrica, ne. Tako se pravi, po sem pa jaz študirala, se mogoče je pa tule povezan kaj z rakom pri očetu, je pa pljučni rak bil, ne. Pa je imel brata z rakom na želodcu, še enega brata, 4 so bili, no, še enega brata, ki je imel na grlu raka, no, ta 4. je bil pa redu, je pa normalno pol doživel starost in umrl. Vsi raka, ne. Kako se pa s temi brat, nečakinja, kako so preživeli? Ne. Nažalost, takrat, ko so meni ugotovili, da imam tole, da sem jaz nosilka, so mi priporočali, da si odstranim jajčenke. Preventivno. Jaz sem bila za to, da grem to takoj. Uredim, šla, že čez en mesec sem bila jaz operirana, laparoskopsko sicer jajčnika, ne, nekar pa se ni dobro išlo, drug dan pride zdravnica, ki me je operirala, poveda, da je pač v obeh jajčnikih bil maligen tumor. To se pravi že rak v tebi, ne? Ja, samo še v sklopu, v klopčiču, jaz pravim, da se še ni razpredel. Tako da so mi svetovali, da ponovimo čez en mesec, pol pa klasično operacijo, da so mi pol še čistili vse, kar je pač maternica. Rodila. Vse nasplošno rodila. Ni bilo pa potrebno nobene kemoterapije, ne, nobenega zdravljenja, ja. Tisti čas si pa še bila nečakinja, se še borila za življenje. Ja. Takrat, ko sem jaz prišla iz bolnice, me je klicala, sem bila pa na zdravljenju oziroma v zdravilišču, ker
sem pač dobila, so mi dali, pa me pokliče in je rekla, veš, moj boj se je zaključil, meni so šle metastaze v glavo in vse posod po telesu. In si je potem hitro zaključila to? Dobro pol leta. Pol leta. Ja. Otrok je bil pod nje star takrat? Ja, okrog leto pa pol, dve, Leto pa nekaj pol. tazga. Ja, Kaj pa bilo je brat? zelo hudo. Brat? Brat je pa vsake pol leta potem isto kot jaz, ker pa si sleden. Vsake pol leta, no zdaj ima že brat na 1 leto, je pa nevarnost pri moških, da se pojavi rak na prostat, ne? Ali pa želodec tudi lahko. In je redno v teh kontrolah? Ja, tako. Jaz pa tudi. Ti pa tudi. In od tistega časa se ni pojavil, ne? Ne, zaenkrat na srečo ne. Ja. So pa bile travme, moram povedati, na desni dojki, ampak so benigni tumori. Se je pojavljalo? Se pojavljajo, pa pred- kar zgine. Pa okrog novega leta, ne, to sem mi pa zdaj zaupala, ko sva se dogovarjala za ta intervju, si bila tudi malce bolj na trnih, ampak sreči, ne, je šlo samo za kalcinacijo. Ali kako. Tako, kalcinacijo na istem rezu, kot sem bila pred 30 leti operirana. Kalci nabirati, ne pa rak, ne. Preveč kalcija pojem, mar biti. V glavnem se je nekako išlo, ne. Ja. Čeprav ne, ti si potem, ko si imela tudi s kakšnimi vrtoglavicami probleme, si potem leta kasneje ugotovila ali pa so ugotovili, da si imela take skrite kapi, zato jemlješ zdravila za bolj rečenje krvi, ne. Ja. Ampak k sreči, ne, tudi, Sreči tudi je to se lepo v ta pravcajt išlo. Takrat niti niso vedeli, je bil neopredeljeni vertigo, niso, kasnejša slika je pa pokazala, da gre za starejši tip, ja. Ampak to. Ampak nekako ti si se soočila pa tudi navadila živeti s tem, da na pol leta čakaš, kaj bodo izvidi pokazali, ne? Ker jaz vem, za kakršenkoli izvid moj ali pa od mojih bližnjih, nekako človek nestrpno pričakuje, kaj bo potem tista pošta, ko pride. Sicer je tudi zdaj izvem, no, mogoče tudi tam lahko kaj dobiš že na mobitel. Ja. Se oddahneš, mamograf, ok, v redu, svit, fajn, super, ne. Tako da je kar treba to izkoristiti. Zdaj bomo še moški imeli nekaj, ne, se bo začelo. Ja, zaprosto. Kako se, Suzana, s tem potem? Se to navadiš, da kar naprej čakaš, kaj bo izvidi pokazali? Pa če te dolgo ne pokličejo, skaj žučna potem? Niti ne, zdaj sem se res že navadila, enostavno pričakujem, da bo vse v redu, vse vedno je neka malenkost. Nekaj se vedno... Doma navadijo na to, ali jim sporočaš, zdaj imam pa kontrolo, Če rečem, imam kontrolo, ponavadi mamica prva kliče, vedno je vse bilo v redu, ne, tist na prvo roko, ko pregledajo, ja, vse je bilo super, neč skrbeti, ne, pol, ko pridejo izvidi od krvi, od vsega še ne tist dodatno. Ampak enostavno se navadiš, upaš na najboljše, ampak ker si vedno pod kontrolo, veš, da v vsakem primeru, če bo kaj, lahko se takoj reagira, ker si vedno pod nazorom. Tako da je nekako lažje na nek način. Zdaj, verjetno si tudi ti, da je slišala, jaz včasih slišim, ne, veliko tečem, ne kadim, ne pijem, pa reče, sej, ne. Potem pa taki zbolimo, pa rečejo, to je pa čudno, ne, sej čist zdrav živiš. Mislim, ni to, ne. Ni vse v tem. Lahko je genetika, lahko je kak hud stres, ki ga tam vzadej, ki skrivaš, ne. Lahko pa pride in izbruhne. In ni to zdaj pogojeno, seveda zdrav način, kakor cigarete, prekomerno pitje alkohola, kajenje, še kaj drugega, samo mastno hrano uživati, ne, nič gibati. Verjetno to so dobro, nekako zmirno življenje. Ja, tako, ja. Zdaj, da bi pa samo od tega zdravega načina rekel, se zdaj pa ne bom zbolel. Ne, ni garancije. Ne gre to, ne. Ne gre to. Čisto. Tako da na svet živeti predvsem. Živeti, vsak dan. Se imeti rad, ne? Tako, ja. Družinske razmere so zelo pomembne, ne? Zelo, zelo. Podpora, da veš. Da je vse, kakor je treba, da ni, ne vem, če si v slabem odnosu,
Itak, da Ne ni more zdravo, več ne more funkcionirati. funkcionirati. Jaz se včasih kar malce pošalim, zdaj vidim, ne, jaz imam kar srečo, no, da je bilo v družini vedno lepo. Vidim, da si zelo veliko nabavijo hišnega ljubljenčka psa, ne, ker to sem se pa tudi sam privadil pri katerih, ki vidim, pa ste vedno vesel, ko prideš domov. Tako, res je. In včasih se reče, jo, verjetno jim manjka to, ne, da so tudi tisti njihovi bližnji veseli, ko prideš domov. Ne. Ker vidim zdaj, skoraj vsaka družina ima Večina, svojega psa. Mi imamo tudi, smo posvojili zavetišča, pa... Ampak je res, ne, vedno je vesel. Ja, vedno. Ne? Moški ni vedno vesel, ko žena domov pride, pa obratno, ne. Včasih kaj kuha, ne. Moj kar je, ker ve, da bo dobil skuhano pol, pa vse je, ne morem se pritoževati, res je. Ja. No, res, super. Vse to je malce v šali. Ja. V glavnem, kaj tečete tudi? Hodim. Jaz Hodimo. veliko hodimo, res. Hodimo, bolj Saj tako. bomo tudi hodili Ja. 15. septembra, ne. Malo tudi tekli, ne. Ja, Ja. tisti prvi Zbirali krog. denar. Zdaj naši gledalci bodo lahko videli tudi tisti račun, ki ga je za ta naš humanitarni tek naš stalni partner, Društvo prijateljev Mladine Trbovlje, odprl. Ne. Tam lahko kaj nakažete, bomo zelo veseli. Tako kot vedno, vse, kar je zbrano, gre 100% za namen. In tokrat za to skupino, ne za kompletno onkološko društvo Slovenije, ker seveda tega denarja premalo zbrano, za to področje Zasavja pa bo nekaj, da mogoče bomo še potem razmišljali, kako se bo to porabilo. Mogoče za razvajanje. Sej pripadajo dopusti plačani dopusti v zdravilišču, če imaš enkrat raka, ne? To je tako opredeljeno, čisto odvisno, kakšnega raka, če zdali teže je to dobiti, no? Če zdali teže. Meni ni pripadalo, naprimer za mojo vrsto. Ker je pa zelo drago, ne? Če Ja. si pa to samo plačniško, zdaj drugo je, če ti vzameš zajtrk, kosilo, večerjo, pakovanje, če imaš pa ti še terapije, to je pa zelo drago. Zelo ja. drago pride to. Tako da je treba pritisniti na zavarovalnico, ne. To je treba urediti, da onkološki bolniki dobijo nekaj za svojo dušico in za svoje telo, ne. Ja, se v Plačano začetka je bilo, pred pa nazaj to 30 zrihtat, leti, ne? vsake 2 leti, tako da jaz sem še 2-krat potem dobila, Zdaj pa ne več. ne. Tudi podraznjene. Sem dobila po tej genski operaciji, mislim, ko je bila odkrit ta drugi rak, naprej pa... Potem bo pa res treba čim več Sam- denarja prelaufati, ne? Da bo Se kakšen bomo 3-dnevni vsi izlet skupaj kje, ne? potrudili, Ja. pa hvala Igor tebi, da si Ja, še tako. malenkost. Smo že rekli res, da si rekel, no, Ja. da je to zadnji član, Kdaj ampak smo glej, posneli tudi je to? prišla ideja in smo že Evo, tukaj. smo. Bomo še naprej, ne? Hvala Ja, upam. obema za to, kar sta povedali. Lidija, zdaj pa na tebi, da najdeš naslednjega gosta ali pa gostjo, ki bo z nami delila svojo zgodbo zdravljenja, kako je ali pa moški ali pa ženska sta premagala to kar težko bolezen rak, da nam ne bo kakšna gospa, prva dama mogoče rekla, da nič ne govorimo o raku, ne? Ja, seveda, Ni o raku res, ne. je treba govoriti, ne. Treba. Vse več ga Mi je, bomo, ne. mi pa bomo, mi se Jo bomo pa že zdaj trudili. vabimo, da lahko pride odlaufati kakšen kilometer z nami. No, ne. tako. Je bomo veseli. Jo ne. bomo zelo veseli. Tina, tako da Ja. pridi. Ja. Hvala. Hvala za Tebi hvala. povabilo. Hvala pa Srečno. tudi vam za pozornost in srečno.